Desni. C'è vicino il microfono. Ok. Invece se lo pensa poi il programma. Ja, tudi ja, samo samo eden. Upam, da, ja, so dva. Upam, da ga zapret iste. Enkrat so bili vsi štirje. Lahko poskusi se bo zapret. Ja. Kaj dela to? Ne, neč ne dela. Da? Ne. Vsi samo Ne, ali ona upam zapret jaz. Možete zapret tudi. Ja, kativa je? Druga, tretja? Ne znam na pamet. Ne znaš na pamet? Ne. Zdaj poskusi? Jaz smo, ki mene boste morali dati prvo mikrofon. Ja, kje? Tega. A potem zaprem. In potem Zaprem. zaprete, ja. Vse luči. Vse, ja. Vse. Jaz pustim malo na odru in pošljem. Ok. Zdaj to je. Tukaj snemo. Tukaj snemo. Snemaš? Prav lepo pozdravljeni. V imenu Kulturnega centra Lojze Bratuš, Kroška za družbeno vprašanje Anton Gregorčič, Skupnost družin Sončnica in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocojšnje srečanje ni običajno, večer je posvečen spominu pred par meseci preminulemu profesorju Borisu Pahorju. Še posebej se nocoj zahvaljujemo pisatelju Dragu Jančarju za prisotno sodelovanje in da je nocoj v naši sredi. Spoved za nocojšnji večer pa smo tako oblikovali. Najprej si bomo ogledali krajši videoposnetek, za katerega se zahvaljujemo radijskemu odru, za scenarij in režijo pa gospe Mariji Lapovnik. Povzetje iz serije predstavitev naših besednih ustvarjalcev, ki je v letih 2002-2003 eno nadaljevanje posvetilo tudi Borisu Pahorju, torej Isanje beseda. Kot je njemu lastno, pri tej oddaji ni želel nobenega interpreta, ampak je sam hotel prebrati odlomek iz svojega dela. Izbran je bil odlomek, ker pisatelj govori o nuji, med navednicami protestantske vzgoje, seveda mišljene kot resne, stroge, vrednotam posvečene vzgoje mladih, ne pa tiste antikatoliške vzgoje. To poudarja avtorica, ker ne želi, da bi narobe razumeli. Nadalje bodo člane skupine Oklapa, Keja Vogrič, Ema Trpin in Patrik Cingerli, prebrali 5 odlomkov iz pisateljevega opusa. Na klavirju bo tekste povezoval Peter Soban. Takrat pa bo sin pisatelja Borisa Pahorja, Adrian Pahor, vodil pogovor z današnjim gostom, pisateljem Dragom Jančarjem. Vsem želim prijetno poslušanje. Zdaj pa začnemo. Jaz vračam to. Zdaj se pa tisto luči.
mislim, da je vprašanje, če človek piše ali ne piše, precej odvisno od značaja, človekovega značaja. Vsekakor so številni ljudje, ki pišejo, ampak ne objavljajo, torej, ki imajo to doma svoje zapiske. Kar se mene tiče, pri meni se je začelo pravzaprav zaradi travme, ki sem jo doživel kot deček, ko sem moral iz slovenskega razreda v italijanski razred in se nisem mogel nekako uživeti v to spremembo in sem v bistvu postal to, kar se po domače reče, faliran študent. Šele dosti kasneje, in to v koperskem semenišču, skupaj z slovenskimi fanti in z hrvaškimi, ko sem našel neko svojo, veliko izgubljeno identiteto, sem verjetno prišel v tako stanje nekje, rekel bi skoraj srečno, da sem videl, kaj pravzaprav sem in kako sem pravzaprav sebe prej izgubil. In sem takrat začel pravzaprav svoje prve zapiske nekako posvetiti kraju, kjer sem bil, to se pravi obali, morju, mestu kot takem, kot se pravi nekako skušal najti spet svoj rojstni kraj. In v resnici prve stvari, ki so bile objavljene, ki je Kozvek objavil, ko pravzaprav nisem še kot slovenski dijak imel že kako v svojem, nisem obladal slovenščine, tako bi bilo treba, je prvič to on objavil v dejanju 38. leta in so podobe iz Trsta. To je bil začetek, jasno, nekako človek, ki najde samega sebe v svojem mestu. Seveda, potem so se stvari razvile, potem so bile razne hude izkušnje in takrat je postala pravzaprav pisanje neka potreba, da je človek sproti nadzoroval in sproti nekako, bi rekel, tudi pregledoval to, kar je doživljal. To je Afrika, pravzaprav Libija, pravzaprav pesek, rakci. In jasno, istočasno nekako rešitev tiste preteklosti, ki ni bila lepa. Potem v Afriki je sedela univerza, to se pravi Varka in jezero, ki je sedel tolmač. Potem Trst, časa nemške zasedbe, SS, taborišče. Po taborišču sanatorij in po sanatoriju spet Trst. To se pravi, da je ta nesvoboda, ki je potem nekako se reševala s svobodo, so bili motivi, ki so zahtevali, da jih človek obravnava. In hkrati je človek imel v tem nekakšno terapijo, kot pravijo psihologi, to se pravi, da se je marsičesa reševal s tem, da je zaupal papir. In je postala ta ideja nadaljevanje se pisanje pravzaprav neka, bi lahko rekel, neki boj proti nesvobodi. Človek je projiciral to, kar je pisal, recimo, to svoje notranje doživljanje hudega, predvsem hudega. V tem smislu mislim, da je predvsem pomembna moja nekropola in žal, danes se ni ne govori, čeprav se govori na tujem, ampak jaz bi zelo želel, da bi nekropola vsaj mladim ljudem nekako bila prikazana, ker se marsikaj razume v današnjem svetu, če se pozna to, kar je bilo naša preteklost. Omenil sem mladino in vzgoja mladega človeka, to da za jutrišnji dan, mora na Slovenskem spet postati protestantska. Če naj je imelo kak smisel, da smo se živi pretolkli skozi zgodovino in skozi pošastno neurje druge svetovne vojske. Protestantska vzgoja pa pomeni, kakor za Trubarja, narodno vzgojo. In če je Trubar hotel s slovensko zavestjo in s slovenskim jezikom rešiti Slovence za pravo vero in za večno življenje, potem moramo mi danes s slovensko zavestjo rešiti svoj rod za jutrišnje inteligentnejše sožitje evropskih narodov
in za sprejemljivejšo prihodnost sveta. Bil je čas, ko se je postavilo vse na glavo, če je slovenski človek rekel: moj dragi Trst. Tudi tisto človeško pravilo se je takoj spremenilo. To, kakor da za nas ne velja. In vendar, glejte, več kot tucat stoletij smo na ti jadranski obali, tako da je skoraj ni ulice našega mesta, ki ne bi bila prej gmajna ali njivica naših kmetičev ali pa soline Nikolaja Petača. A ni pomagalo nič. Prastara ljubezen je ostajala zmeraj brez odmeva. Kakor da je okoli nas sama gluhota. In takrat smo si sredi obupa večkrat rekli, da so črnci zares veliki reveži, a da smo mi še večji. Zakaj njih vsaj izdaja temna polt, nas pa nič? In mi ne živimo ločeni od Italijanov. Smo belokošci kakor oni, smo Arijci kakor oni. Da, čisto beli smo in naša stanovanja so v istih hišah kakor njihova. Eno naše, eno njihovo. Eno njihovo, eno naše. In ženimo se med seboj in spajamo romanski čar s slovanskim čarom. Ne veste za tržaške deklice? O, cvet deklet, vam rečem. Saj, a če se dve plemeni križata, potem sta pač dve? Ne, motite se. Ni tako. Našega plemena ni smelo biti. Ga ni bilo. Kako? Ni bilo. Ni bilo. Verjemite mi. Zakaj nismo bili in hkrati nismo bili, kakor voda v pesku, je in ni. Kakor da je bilo v resnici bolje biti črnc ali mulat. Dosti bolje. Kaj ti omejen človek črnca lahko sovraži, ne more pa reči, da ga ni. Kot črna zastava mu zmeraj plapola pred licem in mu draži jezne oči, na noben način pa ga ne more zatajiti. In še to prednost ima črni človek, da lahko napade črno ženo, kot zaradi velikega ponižanja pobesni in krikne: daj črnka, da v tvojem vonju posidim svoj obup. Slovenski človek pa tudi tega ni mogel. Smo pač čisto navadni belci. Nobenega posebnega vonja nimajo naša dekleta.
Varnost je bila za petami, a ne vem, če je kdo zares pomislil nanj kot na sovražnika, ki mu streže po življenju. Tudi tam je človeka spremljalo podzavestno upanje, da bo bolezen šla mimo njega, ne da bi ga oplazila. Zakaj, dokler se nas ni dotaknila, je bila bolezen še zmeraj nekaj, kar je bilo nevidno in neotipljivo, medtem, ko je bil vsakdo izmed nas že videl, kakšni so konvoji tistih, ki so se vračali z delovnih komand. Njihove noge so bile zavite v kose papirnatih vreč za cement in povezane z žico. Ko so jih bolničarji odmotali, so zazevale izpod njih gnile rane, dolge in na obeh koncih ošiljene, na sredi pa široke, da so bile podobne orumenelim palmovim listom. Večina ni mogla sama s tovornjakov, ko so jih položili na tla, so čepeli ali ležali, dokler ni kdo zavlekel njihovih skeletov pod prho. Za tiste, ki niso dihali več, pa so bile meter dolge klešče, ki so se sklenile ob žolti koži vratu. Da, vsekakor ne bi bilo napak, če bi se kdo lotil študije o psihološki podobi človeka, ki si je zamislil klešče, s katerimi lahko povlečeš okostnjaka na kup in ga potem odvlečeš k železnemu dvigalu pod pečjo. No, vsakdo je bil videl takšne povrnjence. Zato je bila karantena začasni varovalni pas pred možnostjo, da bi postali njim enaki. In tisti dan je prišel doktor Žan prevezovati v naš blok vse, ki smo potrebovali novo obvezo. Seveda se je Žan ob moji dlani nasmehnil, a vseeno jo je povil z novim trakom papirja in mi tako omogočil, da se še naprej igram skrivalnice s svojo usodo. pripadnosti ogroženi skupnosti, šele na temnih hodnikih škofijskega zavoda, ko je kot študent na liceju ugotovil, kako se slovenski dijaki zavzemajo za svojo identiteto. Tedaj je odkril prvobitni pomen jezika in porekla. Obenem pa se je naenkrat znašel pred intimno zahtevo, da pregleda svoj duševni razvoj vse nazaj do leta in dneva, ko se je spočela njegova neopredeljenost. To spraševanje vesti pa je postalo še posebej nujno, ker so ga k razčiščevanju svojega položaja silili dogodki v cerkvenem okolju. Napadom režimskih hierarhov in njihovega tiska na tržaškega škofa Fogarja je namreč bolj ali manj prikrito sekundirala italijanska duhovščina. Tako je bil čut solidarnosti s pokončnim cerkvenim knezom povezan z bojem za uveljavitev narodne in s tem človeške biti in prisilna odstranitev iz trsta moža, ki je skušal biti evangelsko pošten, je zato pomenila razveljavljanje pravice in resnice prav v tisti ustanovi, ki naj bi bila porok razodetja. A iz tiste skažene in oportunistične ustanove ni bil izstopil za voljo njenih povezav s sovražniki slovenskega življa. Odšel je bil,
ko se mu je razodelo, da bi se kot deček razvil v naravnem, neustrahovanem okolju, nikdar ne bi prestopil zavodskih vrat. In tedaj se je seveda začel tudi zahteven spoprijem s teološkimi nauki. Vendar pa je prevladovala zavzetnost za pravkar odkrito književnost, za poti v hribe, za skrita zborovanja, za natisk ilegalnih publikacij. Usodno pa je bilo, da se je prav tisti čas, ko je našel moč in se iz črne postave prelevil v navadnega laika, svet začel postavljati na glavo. Tako je bil takrat zapleten vprašanje, kako naj izoblikuje samega sebe in kako naj se hkrati vključi v dogajanje. In kakor je v pogovoru z Mijo pravzaprav skušal najti držo, s katero bi se potrjeval, tako je tudi v zbližanju z Darkom Ličenom iskal rešitve v književnem od stvarnosti ločenem ozračju. Vendar so bile te to kratkotrajne spozave, ker je Darko Ličen svoje lirične zasnutke združeval z uglednim družbenim položajem, s potovanji in pomembnimi stiki, medtem ko je bil on branjerjev sin, brez poklica in brez ficka v žepu. Dopuščal je, da Ličen išče novih oblik v virski motiviki, vendar se je sam trudil, da ustvari v sebi in okoli sebe novo čistino. Na drugi strani pa je bil kljub umikanju od priučenih resnic še zmeraj vezan in nesproščen, tako da si ni mogel predstavljati, kako Ličen usklaja svoje religiozne stihe z ljubeznijo. Čutil je o sebi, da je le življenjski, lah in okoren. Hkrati pa si ni mogel kaj, da ne bi odklanjal gosposkih manir in širokopoteznih gest, ki so napovedovale svetovljanske načrte, a so se v tržaškem ozračju uveljavljale samo kot značajska lastnost. V sobotni prilogi Dela sem pred pol ure bral, da je v nekem šolskem učbeniku o organizaciji Tiger napisano, da je to bila ilegalna teroristična skupina. To se pravi, da gre za oceno, ki je dobesedno enaka tisti italijanske skrajne desnice, uradno prelevljenih neofašistov, ki imajo 4 junake ustreljene v Bazovici 1930. leta za teroriste. Tudi v sanjah pa si človek ni mogel predstavljati, da bo podobno sodil, in to celo v šolski knjigi, Slovenski razumnik v slovenski državi. V resnici se lahko tako nori absurd porodi samo v skupnosti, ki gre na roko tujcu, ker tako civilna kot religiozna in tudi cerkvena etika priznava takrat, ko je onemogočena vsakršna dosega spoštovanja osnovnih človekovih pravic, da je upor legitimen v primeru dolgega in neznosnega zatiranja, kot je zapisal v encikliki Populorum Progressio papež Pavel VI. A to so trdili marsikateri drugi že dolgo pred njim. Filozof Berdjarjev, na primer, in celo Mussolini, ko je bil še socialist. Seveda pa je dal streljati, ko je postal diktator, tiste Slovence, ki niso mogli sprejeti zatajitve svojega jezika in spremembe svojih krstnih imen in primkov. Ko so padli 4 uporniki v Bazovici, so se zgražali širom po Evropi. V Ženevi so se zavzemali zanje, v Londonu pa je Manchester Guardian izjavljal, da so mladi imeli na razpolago za boj proti denacionalizaciji samo taka sredstva, s kakršnimi so se nekoč Italijani bojevali proti Avstriji. Kar je pri tem abnormno je, da smo take odklone fašistične justice še včeraj navajali proti naslednikom črne diktature. Danes pa smo obsojeni na doživljanje sramotnega mazanja najlepšega poglavja primorske zgodovine v šolskem sistemu slovenske države. Tiger namreč ni bila skupina, ampak kapilarna organizacija upora, ki je zajemala primorsko ozemlje od Trsta do Planine in od Doliča do Snežnika.
Plačala pa je za svoje zauzemanje za svobodo z na smrt obsojenimi na 2 makroprocesih ter z množico zapornikov, internirancev, policijsko nadzorovanih in pobeglih pred aretacijo. Včeraj popoldne je prišel po me avto, da me odpelje v Zoppo, kraj v hribovitem delu Videmske pokrajine. 16. festival Rototom, European Reggae Festival 2009. Številni šotori, nekako semensko ozračje, predavanja v velikem šotoru. Pomembni govorniki, ki jih ne bom navajal, ker ne najdem dokumentacije. Poslušal sem 2 solidna govora in potem nastopil. Naprej sem po telefonu povedal organizacijski predstavnici, da bom kratek, da pridem in grem. Ker je bil govor, ki sem ga poslušal v glavnem o rasizmu, sem osredotočil svoj nastop na prikaz rasizma v Italiji, preden je Mussolini sledil Hitlerju z rasističnim zakonom o Judih. Primer rasizma je že bil 13. julija 1920 požig Narodnega doma, sem rekel in dodal, da poklanjam ta kratki obisk svoji ženi, ki sem jo pred dnevi izgubil. Saj je bila sestra narodnega heroja, ki ima doprsni kip na nanosu. Heroja, za katerega je fašizem obljubljal 50.000 lir nagrade za živega ali mrtvega. No, za junaštvo tega upornika je družina utrpela požig doma, zapor in internacijo. To jemljem kot metaforo za to, kar se je dogajalo na Primorskem 25 let in potem v času okupacije Ljubljane, kjer so uničevanje vodili kriminalski generali, od katerih ni bil nobeden ne sojen, ne obsojen. Vse je zamotano. Nastal pa je zakon spomina, s katerim se vsak februar obnavlja spomin na kraške jame in na istrske begunce. Enostranska zgodovina je to, ki je v bistvu spet rasistična, ker se naštevajo samo krivde tako imenovanih Slovanov, medtem ko je kriminalnost italijanskih ljudi zamolčana. To razmerje, ki ga je nekoč ustoličevala diktatura, se lahko ponovi. Nevarnost je zmeraj navzoča. Zato kličem mladino k pozornosti, k študiju zgodovine, k samostojnemu mišljenju. Tu se je vzdignil pravi aplavz, ki me je spremljal, ko sem se poslovil in odšel. Sem pa zaključil s poudarkom, da ga poklonim ženi in njeni knjigi, ki se prevaja v italijanščino.
našega večera. Zdelo se nam je primerno, da povabimo prav njega, ker je bil dolgoletni očetov prijatelj in dober oziroma dolgoletni sogovorec. Za tiste, ki ga morda namreč pisatelja Jančarja ne poznajo, tako kot ostali, sem sestavil nekaj vrstic, samo toliko, da nekako umestim oziroma povem, za koga gre. Dago Jančar, eden najbolj prepoznavnih slovenskih literarnih umetnikov, je bil rojen leta 1948 v Mariboru. Njegova študentska leta so bila zelo razgibana, marsikaj je prestal tudi nelepega, največkrat zaradi trenj s povojno jugoslovansko oblastjo. Do osamosvojitve in seveda tudi po njej je vse skozi pisal, v 80-ih letih predvsem o dramatiki, v naslednjem desetletju pa predvsem eseje, v njih se dotakne marsikaterega perečega kulturnega in političnega vprašanja, predvsem doma. Širša javnost pa ga najbolj pozna po romanih. Do danes jih je napisal 12, če sem pravilno preštel. Zadnjega z naslovom Ob nastanku sveta letos. Pogosto obravnava zgodovinsko tematiko, sicer pa se je v začetku ukvarjal z bivanskimi vprašanji človeka, v kasnejših delih pa je opazen premik odnosov med posameznikom in družbo. Nekateri njegovi romani so, tako kot njegova dramska besedila, zaživeli na odru doma in v tujini. Ukvarjal se tudi s filmom, televizijskimi nadaljevankami in radijskimi igrami. Svojim delom je pripomogel k prepoznavnosti Maribora med bralci po vsem svetu. Dogajanje v svojih delih je namreč večkrat postavil prav v domače mesto. Dober večer, še enkrat. Dober večer. Preidem kar k prvemu vprašanju, ki sem ga le tako oblikoval. Na očeta vas je vezalo dolgoletno prijateljstvo. Lahko zaupate tudi publiki, kdaj je bilo to, v kateri priložnosti, takrat ste bil menda še študent. Ja, najprej hvala za povabilo in vesel sem, ker ste se spomnili mojega dragega prijatelja Borisa. Običajno, ko človek odide, potem zazema neka praznina in šele čez leta se ga začnejo spominjati. Na srečo pa je Boris še naprej med nami in nam kot Mojzes sporoča svoje stvari, svoje ostre besede, stavke in moralitete o tem, kako naj ravnamo s svojim jezikom, svojim narodom, kako naj bomo svobodni in uporni. In moram čestitati mladim bralcem, ki so izbrali, nekdo je izbral odlične odlomke in so jih krasno prezentirali. Mislim, da je bil to lep prerez skozi Pahorjevo delo, tudi skupaj s tem filmom. Še enkrat hvala, ker ste me povabili, da lahko tudi jaz pomagam pri tem spominjanju na Borisa Pahorja, čeprav mi ni čisto lahko, ker me gleda tukaj od zadaj in mi pravi, zdaj te pa poslušam, moj mladi prijatelj, kot me je imenoval, bomo videli, kaj boš povedal. V nekem intervjuju sem rekel, da ti zaupam, da boš ti nadaljeval marsikaj od tega, kar jaz govorim, zdaj bomo pa videli. Mi pravi, se mi zdi, ja. No, dejansko sva se spoznala v mojem zelo zgodnem življenju, bil sem star blizu 20 let, bil sem študent prava v Mariboru in urednik študentskega časopisa in med nami so že krožile te ideje, ki jih je Boris širil v reviji Zaliv in tako naprej. Prihajalo je to do nas, do različne načine. Zaliv takoj na začetku še ni bil prepovedan in smo ga brali, sem bil zelo radoveden in sploh cel ta kompleks, ta problem zamejskih Slovencev je bil za nas nekaj nenavadnega, ljudi, ki živijo v drugačnem sistemu kot mi pravzaprav. In je bilo to vznemirljivo in zanimivo. In jaz sem povabil kot organizator, kot študent iz Maribora Borisa na javno tribuno, na debato o problemih zamejskih Slovencev in slovenstva danes. To se pravi, da smo razširili tudi na našo stran meje to problematiko. Dvorana je bila polna, to je bilo na ekonomski fakulteti, takrat visoki šoli v Mariboru, tam je prišlo 200 ljudi, kar nas je študente presenetilo, kar je pomenilo, da Pahorja poznajo že, ne. Ampak kljub temu govoril je te stvari, ki jih je pozneje veliko bolj
natančno razvil, takrat je bilo še marsikaj za snutku. In potem je nekdo v dvorani vstal in rekel, tam nekje od zadaj, je rekel, vi, ki živite v emigraciji, vi ne razumete naše socialistične stvarnosti in tako naprej. Ker je Borisa popolnoma razjezilo in rekel, v kakšni emigraciji živim v Trstu, rojen sem v Trstu, vse življenje sem živel v Trstu, živel sem tudi v Kopru in tako naprej. Nimate pojma, kaj se nam dogaja tam v Trstu, mislil sem, da je to samo v Ljubljani, zdaj pa vidim, da tudi v Mariboru. No, skratka, začelo se je s to polemiko, takrat smo malo sedli k večerji in začela sva se družiti, pozneje sem ga jaz obiskoval v Trstu in večkrat sva se videla tudi v Ljubljani. Tako se je začelo neko dolgoletno prijateljstvo, ki je, se sem to že večkrat povedal, pa bom te še enkrat, takrat me je on, oziroma malo pozneje, me je začel klicati moj mladi prijatelj, on je bil takrat star med 50 in 60, jaz pa 20 let in sem bil dejansko njegov mladi prijatelj. Ampak kaj, ko bi je takrat, pred par leti, ko je že bil 100 in nekaj, še zmeraj rekel moj mladi prijatelj. Jaz pa nisem več prav mladi prijatelj, ampak tako je nekako ostalo. Šlo je pravzaprav vse moje odraslo življenje, sva imela neke stike z nekimi pravzaprav parletnimi prekinitvami, ki so se ve zakaj, ker Boris ni smel v Jugoslavijo, jaz sem imel svoje težave in tako naprej. Jaz sem predolgo za prvo vprašanje. Tudi drži podatek, da je bilo to leta 1967-1968. Ja, da bo držalo, ja. Kaj vaju je povezalo, oziroma v čem sta našla skupni imenovanje? Zakaj, kaj je bilo temelj tega dolgoletnega prijateljstva? Ja, jaz sem pri njem odkrival ta nek čuden občutek za svobodo. To je bilo tudi v enem od teh tekstov rečeno, ne. Pri njem se je nacionalna ideja, vprašanje jezika, ni bila to, če danes govorimo o tem, da se nekje borijo recimo za malo več dvojezičnih napisov ali manj in tako naprej, je to zgleda kot neka pomembna, ampak kulturna tema, ki je vprašanje nekih časopisnih debat in tako naprej. Pri njem pa je bilo to vprašanje življenja in smrti. Zaradi tega, ker je bilo to nenadoma povezano s fašističnim nasiljem, skozi njegove tekste in tako naprej, z Bazovico, o kateri smo danes slišali in vse drugo. Skratka, to je bila hkrati ne samo kulturna, nacionalna tema, nikakršen nacionalizem, ampak globoko tudi socialni, človeški in humanistično vprašanje. Zdaj, to sem čutil pri njem. On pa je pri meni najbrž videl pri mladem prijatelju odprtost in radovednost do teh vprašanj. In takrat smo potem v Mariboru študente organizirali Društvo prijateljev zamejskih Slovencev, naredili celo neko tribuno, na katerem sta sodelovala Boris Pahor, Edvard Hodzbek in tako naprej. In to društvo so potem kar hitro ukinili. Ampak začelo se je s tem, z nekimi bojevitimi situacijami, ki so mladega človeka bile zelo privlačne. On je bil pa stopi svojih čez 50, med 50 in 60 leti še zmeraj bojevit, ko bi se lahko že začel umirjati in tako je ostal do konca življenja. Kot ste povedali, ste večkrat obiskali očeta na domu in ob teh priložnosti tudi veliko diskutirali o vsem mogočem. Na spodnjem domu, tako. Na spodnjem domu. O literaturi, o zgodovini, o politiki. Baje, da ste vi prepričali očeta, da je dal naslov knjigi Trd Oberdan. Pa tudi mamo ste pripričali, da je objavila svoje spomine o Janku Primorovojku kot takratni urednik založbe Slovenska matica. Ja, to mi je bil Boris pravzaprav hvaležen, ker sem njegovo ženo uspel prepričati, da naj izda te spomine. On nekoč mi je prinesel njen rokopis v matico, spomine na svojega brata. Jaz sem rekel, to je fantastično gradivo. Od takega Vojka poznamo skozi ikonografijo, junaštva in tako naprej, ne poznamo pa ga kot človeka iz vseh teh okoliščin, tudi sumljive okoliščine, v katerih je umrl in tako naprej, čeprav v knjigi ona tega ni razjasnevala. Ampak jaz rekel, to je silovito zanimiv rokopis in je rekel, pa še ti njih to povej, Radoslavi radi. In jaz sem ji res povedal, smo imeli en dolg pogovor v Trstu in se odločila, da bo to natisnila. Knjiga je
je bila velik uspeh, ker smo prodali takoj celotno naklado, veliko se o njej pisalo in tako naprej. Malo prej smo slišali, da so jo prevajali tudi v italijanščino in tako naprej. Trkov Oberdank pa... Pri Trkov Oberdank pa je on želel takrat sva že, jaz sem govoril kot urednik, ampak tudi kot prijatelj, če bi sam kot urednik ne bi upal pisatelju njegovega formata vsiljevati svojega naslova, tako da sva se prijateljsko pogovarjala. On je imel nekoliko abstraktni naslov življenje skozi težave ali nekaj takega. In jaz sem rekel, poglej, vse te tvoje novele, ti govoriš o trgu Oberdank, ker se je zgodilo vse, požig Narodnega doma, gestapovski zapori, zdaj tam radio, potem je postajališče, kamor so se vozili z občin ljudje in se še danes vozijo in tako naprej. Vse slovenstvo je skoncentrirano z imenom samim na začetku, z imenom. Ampak Boris je rekel, ne morem dati zato, ker to je italijansko ime, on je bil pa slovenskega porekla, potem bi kvečemo Trg Oberdank, drugače pa ne more biti drugače. Ampak sem rekel, po svetu je pa zdaj znano in v Italiji je znano kot Trg Oberdank, ljudje bojo brali in res se je izkazalo. Potem je Rada posegla vmes in je rekla, pa poslušaj ga že, vendar pravoma, potem je na koncu popustil. Išla je pri Matici knjiga pod tem naslovom in se je izkazalo, da je prav, ker ko je šlo to v Nemčiji, je to prav postal pojem te slovenske navzočnosti. To govori tudi, jaz sem potem svetoval, naj vnese tudi starejše novele, recimo Metulj na obešalniku in tako naprej. Je rekel, pa ne morem tega, to sem že tolikrat prej objavljal, ampak če bo ta knjiga nekoč prevedena, boš videl, to je informacija, ki bojo Nemci, Francozi, bojo razumeli, zakaj tukaj gre in tako je tudi bilo. To se pravi, nisem imel nobenih posebnih zaslug, jaz sem to delal kot prijatelj in urednik za te dve knjigi. Na vas je močno vplivala tudi zbirka esejev in glos Odisej v Jamboru, zaradi katerih je bil četrn peti Komunistični partiji Slovenije. Ja, to smo vsi brali takrat, dokler ni prišlo do znanih težav z zalivom in to knjigo in tako naprej, ki so plenili srednje glasove. Čeprav je med vama velik generacijski preskok, vas družijo podobne izkušnje in podobne teme, oziroma nacionalna predvsem. V svojih knjigah se večkrat lotevate tudi te teme nacionalne in seveda tudi med vojno. Torej, v tematiki se včasih dotakneva teh stvari, ampak jaz se ne morem na ta način, kot se lahko on, ki je te stvari doživel, koncentracijsko taborišče, preganjanje fašizma in tako naprej. Jaz sem rojen po vojni v neki srečni, pod narekovaji, ampak socialistični družbi, ki je bila v tem smislu delovala nekonfliktno. Jaz sem si sam začel iskati konflikte s to družbo. Če lahko bi živel čist mimo tega. Nam pa je ves čas to pritiskalo, se je dogajalo. Se pravi, že njegova življenjska izkušnja je bila drugačna kot moja. Pri meni je zato, kadar jaz pišem, je vseeno to nekoliko bolj artificialno kot pri njem. Pri njem je izpoved. On je sam nekoč rekel, novinar, ki sedi tam v drugi vrsti, je rekel, vse mene niti literatura ne zanima, jaz hočem povedati, kaj se je dogajalo, jaz pričujem, jaz sem pričevalec. No, tu bi rekel, da je neka razlika. Razlika je tudi v literaturi, v načinu pisanja. On ima nek ekspresivno, kot smo zdaj film slišali, lepo odlomke, ki so jih izbrali, ekspresivno, lirični, esejistični nekoliko slog, medtem ko jaz imam včasih epski, včasih bolj modernistični in tako naprej. Tako tu sva zelo različna. Nekaj pa naj druži. Očitno ta, recimo, ne vem, če je to nacionalna ideja sploh, ampak smisel tega, da če neka težnja po svobodi pravzaprav, po svobodi in odpor zoper kakršnokoli vsiljevanje, nasiljevanje, omejevanje. To sem takoj začutil pri njem in mislim, da nam je to pravzaprav najbliže. Italijanska novinarka, ki je publicistka, je v knjigi o njegovem življenju napisala človek, ki je trikrat rekel da, trikrat rekel ne. Ne nacizmu, ne fašizmu in ne komunizmu. To se pravi,
te velike ideje, ki so se spreminjale v nasilje, v omejevanje človekove svobode. Jaz mislim, da je tu sva našla neko bližino, o kateri sva veliko govorila, zlasti tudi o EF in tako naprej. Zdaj smo že predali, zdaj predavam že v preteklost. Z očetom sta večkrat nastopila na okroglih mizah doma in po Evropi tudi na knjižnih sejmih. Katero srečanje, kateri skupni nastop vam najbolj ostal v spominu? Tega je bilo veliko. Zadnja leta so nama izhajale približno v istem času knjige v Franciji, tako da sva nekajkrat, predvsejkrat tudi skupaj potovala z dolgimi vlaki v Saint-Malo na francoski obali. No, tam je bil en tak dogodek, ki sem ga nekje tudi opisal. Vsak sva na sejmu predstavljala svoje knjige, njemu so pa še namenili neko posebno predavanje, ker je to Britanija. Govorijo Britanci svoj jezik, nekoč so ga govorili, ker ga je pa francoska centralistična vlada predvsej omejevala. To se pravi, njega je bil takoj déjà vu na njegove slovenske stvari iz Italije. Tam je bila polna dvorana ljudi, ki so že poznali njegovo esejistiko na to temo, ker je bil v tem odboru za zatiranje manjšine po Evropi celo častni podpredsednik tega odbora. Dvorana je bila polna, tam je bilo 500-600 ljudi in on je sredi Francije v Saint-Malo udaril po francoski vladi, zakaj ne dopušča bretonskega jezika in tako naprej. Dvorana ga je neprestano prekinjala s ploskanjem. Sem bil precej presenečen, kako mu je to uspelo. Enkrat drugič, ta anekdota je bolj zabavna, eno bom še povedal, ne vse. Tudi z vlaki sva se vozila, veliko sva se pogovarjala in tako naprej. Nekoč sva bila v Konjaku skupaj, v kraju z imenom Konjak, tam, kjer proizvajajo konjak. In Borisu so podelili, hvala, so podelili naziv viteza vina. Konjak se dela iz vina in tam so čudoviti vinogradi okrog tega. In na podelitvi, bila je ena takšna dvorana malo večja kot tale, so ga povabili na oder, mu dali neko steklenico vina in mu dali čez odlikovanje oziroma trak. In s tistim trakom je on začel se zahvaljevati. Vsak drug pisatelj bi rekel, hvala, imate čudovita vina, počastili ste me s tem vašim častnim nazivom, zdaj sem vitez vina, ampak ne Boris. Boris je rekel, jaz prihajam iz krajev, kjer imamo tudi eno dobro vino, mogoče še boljše od vaših vina, reče se mu teran. Tudi zdravin. Teran rase nad Trstom, na Krasu. Trst je mesto, v katerem živimo Slovenci od vsega začetka. In leta 1920 so fašisti požgali narodni predavo naslednjih 20 minut o tržaških Slovencih. Namesto, da bi se zahvalil za počastitev, ker je postal vitez vina v Konjaku. V priložnosti se je definiral homme revolte. Priložnosti, v tistem predavanju se je nekako definiral l'homme revolte. Je tudi v vas nekaj tega l'homme revolte kot pisatelj? Ja, on je, ne vem zakaj, on je, velikrat sva govorila o tem in tudi sam je pisal, da ima Camilla za nekakšnega, ne ravno vzornika, ampak za avtorja, ki mi je zelo blizu. No, tu sva si tudi zelo blizu, tudi jaz Camilla zelo občudujem, s tem, da ne samo njegovo filozofijo uporništva, ampak smisla uporništva, ampak jaz občudujem tudi njegovo literaturo. Ne samo oba romana, Tujca in Hugo, ampak tudi njegove novele. Bolje se mogoče ti romani niso toliko zanimali, kolikor filozofija uporništva. In to je pojem, ki pravzaprav mu popolnoma pripada, bi rekel. On je uporni človek, l'homme revolte, kot ga je definiral Camus. Se pravi, treba se upreti, pa če tudi ni cilja jasnega, če tudi ni jasno, da boš ta cilj dosegel. Treba je delovati
proti nesmislu tega sveta, pa če tudi je svet včasih deluje popolnoma nesmiselno, to je nekje, če kak filozof v dvorani naj mi oprosti, ampak tu nekje je taka Mijeva filozofija, ki mislim, da je bila Pahorju domača. Skupaj sta nastopila tudi v domači politiki, pred skoraj 20 leti sta izstopila skoraj sočasno iz PEN kluba zaradi Janeza Janše, kjer je premočno vplivala ideologija na samo društvo kot tako in na njihovo izbiro. Ja, Boris je izstopil celo pred malo, čeprav sem bil pol jaz tisti kapo debanda, ki so ga napadali vseh časopisih. On je imel malo bolj so imeli večjo distanco do njega. Zakaj sem se jaz odločil, zato lahko jaz povem, ne vem, zakaj zaradi tega. Pahor vsekakor ni bil za to, da se iz pena meče ljudi. In to je bil tudi moj glavni razlog. Ampak jaz sem Janšo sprejel v PEN, ker sem bil predsednik leta med 86 in 71 v času demokratizacije. Sprejel sem ga zato, on je bil publicist pri Mladini, in sprejel sem ga zato, ker je bil v zaporu. In sem rekel, če smo ga sprejeli, potem naj zdaj ostane, tudi če se z njim ne strinjamo. Ampak to ni šlo in prišlo je do tistih izstopov, 36 ljudi je izstopilo, menda se PEN še od zdaj ni od tega ozdravil. Letos sta pri založbi Nave Teseo išli skoraj istočasno vaša knjiga, prevedena v italijanščino, in njegova knjiga Lo scoramento, oziroma vaša knjiga E anche l'amore ha bisogno di riposo. Tako malo sem se zamislil na obe tematiki, obeh knjig in v bistvu se lotevata podobnih tem. Katera njegova je že išla? Oscuratore, zdemnitev, o scoramentu italijanščino. Ja, seveda. Ne vem, jaz mislim, da literarno nismo vplivala drug na drugega, da sva tu hodila vsak po svoji poti. Tematike pa so bile pogosto podobne. Ja, če smo živeli v stoletju ideologij, v stoletju vojn, v stoletju spopadov celo v družinah, ne samo znotraj narodov in velikih skupnosti, potem je logično, da se literatura teh stvari dotakne. In mogoče seveda so neke sorodnosti tematske v marsikaterih najnih knjigah. Tako kot je on bil pisatelj Trsta, v katerem so večkrat umeščene njegove novele, njegovi romani, tako je Maribor večkrat v vaših tekstih mesto, v katerem se dogaja, oziroma je dogajanje bodi si v starejši, bodi si v teh zadnjih tekstih, in Maribor večkrat prizorišče vaših romanov. No, tu je ena majhna razlika. Dlje časa, ko je bil Boris v Trstu, več je napisal o njem. Jaz sem pa začel v Mariboru pisati šele, ko sem se izselil, ko sem odšel iz Maribora, ko sem ga, takrat sem malo citiral Primoža Trubarja, ki je odšel v izgnanstvo v Nemčijo in je sporočil v Slovenijo nazaj, ko pa se bo mesto poboljšalo in se bo spremenilo, takrat pa me pokličite nazaj in pridem. Takrat na ta način sem jim jaz nekaj sporočil, ker sem imel tam neke težave, ampak to ni zdaj bistveno. Minila so leta in zdelo se mi je, da postaja pravzaprav mesto res nek literarni topos, ker ga poznam njegovo zgodovino, poznam medvojne dogodke, povojne dogodke, in tako naprej. In nenadoma je vstopilo v mojo literaturo s kar 4 knjigami. Medtem ko so očetove knjige avtobiografske, se vi upirate tej definiciji, da bi bili vaši romani zgolj avtobiografski, čeprav marsikdaj je nekaj avtobiografskega. Torej, v tej zadnji knjigi ne želite, da bi bila definirana kot nekakšna biografija vašega alter ega. Vsaka knjiga ima kaj avtobiografskega. Jaz mislim, da je skoraj nemogoče, da se bi temu avtor izognil, tudi če jaz pišem knjigo o, recimo, napisal sem roman Galjot, začel sem ga pisati v zaporu. Nekaj kratkega časa sem preživel tam, moje izkušnje so veliko skromnejše in nepremedljive z Borisovimi,
Ampak začel sem ga pisati tam. In če je to roman Galjot, ki govori o inkviziciji, o nasilju oblasti, o želji po preživetju in o individualni moči, potem je tudi v tem nekaj bilo zagotovo avtobiografskega. Avtobiografsko je celo v romanu Katarina Pavlin jezuit, ki govori o romanju in iskanju Boga na romanju in med jezuiti v Amerikah in tako naprej, ker je to pač vprašanje nekega filozofskega, človeškega iskanja. To se vedi celo v zgodovinskih romanih. V tem romanu zadnjem so pa seveda čiste nekatere avtobiografski elementi iz ulice, otroštva, družinski. Čeprav ves čas težko pa rečem, da je to avtobiografski roman, zato ker ves čas skače iz tega okvira, skače v svetopisemske zgodbe, v popolnoma fantazijske pokrajine in se vrača v to neko predmestno Mariborsko ulico. V tem okviru je vse skupaj neka metafora življenja pravzaprav, ni z nekaj avtobiografskimi iskricami. Če bi pisal avtobiografski roman, bi bilo to nekaj popolnoma drugega. Še eno vprašanje se je prav v zvezi s temi vašimi številnimi teksti. Recimo, značilno za vaše romane, za vaše novele je, da se stil spreminja, pristop avtorja se spreminja, kompozicija dela tudi. Recimo, zelo zanimiva kompozicija je v romanu To noč sem jo videl. Kako to, da ste izbrali to tehniko, da Veronika ne nastopa, ste se morda zvedovali po Smoletovi Antigoni. Recimo, jaz bi si kot avtor želel, da bi ta Veronika končno nastopila nekje v tekstu, da bi stopila v ospredje, da ona ostane nekje zamaskirana čisto do konca. Ste se vživeli v bralca v tistem trenutku, kako on doživlja to njeno, recimo? Bom odgovoril, ampak zdaj vidim, da se več o meni pogovarjam, kot o Borisu. Da je v vas prevladal profesor slovenščine, ki ga zanimajo problemi literature. Ker seveda o očetu tako vse veste, o tem vam ni treba govoriti. Ja, seveda hvala, zelo pomembno vprašanje. Ko sem jaz zvedel za te dogodke, ko sem prebral v zgodovinskem časopisu kroniko gradu, zdaj seveda je to Strmol na Gorenskem, jaz sem to bral, v romanu je izmišljeno ime in tako naprej, ker se v romanu dogodki ne pokrivajo, povsem pa samo deloma z temi. Ko sem prebral o teh dogodkih, to je pravzaprav bila kronika v zgodovinskem časopisu z imenom Kronika, v katerem govorijo o zgodovini tega gradu od 14. stoletja naprej, zadnje poglavje pa se ukvarja z drugo svetovno vojno in s temi nesrečnimi dogodki leta 1944, ko so se zgodili ti strašne stvari na gradu oziroma v njegovi okolici. In takrat sem jaz vedel, da o tem moram pisati, ker me moram reči, da me je pretreslo do dna, tisto noč, ko sem to bral in sem takrat vedel, da bom to pisal. Ampak je minilo še nekaj časa, predno sem našel resnično to, kar je zdaj vaše strokovno vprašanje, kako naj stvar zagrabim, ali naj psihologiziram, s kakšno pravico, ali jaz poznam te ljudi, da bi se skušal v njihovo psiho živeti, ali lahko opisujem kronikalno, ali se ne vemo natančno, kaj se je zgodilo. Sploh tisti zadnji dogodki so popolnoma nejasni. Torej sem se odločil za nek popolnoma drugačen pritisk, da Veronika sploh ne bo govorila, da ne bo nastopala ne v prvi osebi, niti preko psihologiziranja tretje osebe, ampak da bodo drugi govorili od njej. 5 ljudi govori o njej in vsak govori tudi o samem sebi. Prvi je njen ljubimec, srbski oficir, ki je bil potem v Palmanovi vojni ujetnik, to je veliko izmišljenega tukaj, ne vemo, če je to res, ker pozneje sem zvedel, da je bil končal nekje v Bolgariji, resnični tisti njen srbski ljubimec. Ta pripoveduje o njej, vojne je konec, on je vojni ujetnik, tam mečetniki v Palmanovi, kralja ni, njegove Jugoslavije ni nikjer več, ostanemo sam spomin na neko ljubezen in to je Veronika. Drugi je
druga njegova mama, njena mama, ki joče išče izgubljenega otroka, tretji je nemški oficir, ki je zdravnik, ki so ga vse življenje učili, kako naj zdravje pomaga ljudem, zdaj pa v okupacijski vojski nekje v Sloveniji. In tudi on je srečal Veroniko. No, potem je grajska gospa in četrti je ta nesrečni kmečki fant, Jeranek. Vsi so bili zaljubljeni na nek način, vsi so jo občudovali in kljub temu so vsi povzročili tak nesrečen razplet dogodkov. In iz teh 5 pripovedov je nastal napet roman, ki ga ljudje berejo. Jaki radi, ker je bilo takrat to delo določeno za Cankarjevo tekmovanje, če se ne motim? Je bilo delo določeno za izbrano za Cankarjevo tekmovanje. Ali je bilo? Da nisem vedel tega. Je bilo? Mislim, da je bilo, ne? Se vrnemo k vama dvema. Oba sta bila velikokrat nagrajena, oba sta državljana Evrope. Katero priznanje je na vas naredilo najmočnejše, oziroma na katerega ste najbolj ponosni? Zdaj se bom hvalil, če bom tako kakorkoli obrnemo, lahko se delam skromnega, ampak v bistvu me je najbolj presenetila nagrada za ta roman v Franciji, za najboljši tuji roman v Franciji, ne da se samo vsako leto septembra izide, mislim, da 800 domačih novih romanov, nekaj tisoč se jih tudi prevede. In to je ogromno težišče in ogromno časopisov, ki pišejo kritike in tako naprej. Izbrali so moj roman za najboljši tuji roman, tuje delo leta. To je bilo presenetljivo in na to sem seveda ponosen. Torej, Prešernovo nagrado ste dobili daljnega leta 1900, niti ne vem točno, vem, da je torej že skoraj 30 let od takrat. Prešernovo, ja. Jaz tudi ne vem. Ni malce čudno, da ste jo dobil, preden ste napisal sploh polovico vseh del, kar ste jih objavili, ne? To je res, ja, mogoče sem me malo prezgodaj začel na tem nagrajevati. Ja, po smrti očeta, kot sem vam prej rekel, in tudi Aleš Rebule, je nekako vaša vloga oziroma vaš lik moralne avtoritete na tem literarnem področju v Sloveniji. Ste najbolj cenjen, najbolj prevajan avtor trenutno v tujih jezikih. Recimo, najbolj prevajan, mogoče, še tega ne vem natančno, mogoče to kakšni statistični podatki govorijo. Če rečete najbolj cenjen, je lahko takoj za naslednjim ovinkom že beseda tudi najbolj osovražen. To so zelo tvegane stvari v literarnih predelih. Nikakor pa ne bi mogel pledirati za to avtoriteto tega tipa, kot jo je imel Boris Pahor. Jaz sem esejistiko nehal pisati že pred 20 leti, ker sem nekoliko bupal nad neposluhom, nad pozivi k toleranci, ki sem jih pisal, če tudi kdaj zelo polemično. In to ni zdaj vdaja, to ni beg iz arene, ker sem še pozneje napisal kakšne članke, ampak preprosto nisem imel te moči in te volje, ki jo imel Boris Pahor, da je vse življenje to govoril, ampak čist do konca. Jaz sem se odločil, da se bom posvetil literaturi in verjetno sem napisal nekaj knjig več, kot bi jih, če bi še naprej pisal kolumne za Delo, esejistiko za literarne revije, nastopal v intervjujih, kritiziral, se vmešaval v dnevno politiko in tako naprej. Še eno vprašanje, potem bomo predali mikrofon publiki. Ampak nekje ste zapisali, me je dokaj presenetilo to, da ste očetu na enem izmed številnih obiskov rekli, da bo on zaslovel po vsej Evropi in morda še ki drugje s temo, ki jo je izbral za svoje življenje, za svoje izpovedi, da bo govoril o slovenstvu, o zamejstvu, o zamejskih Slovencih, o Slovencih tu pri nas, ampak da bo torej on in njegova literatura nekje ostala večna, medtem ko bomo mi izginili in da je to on zelo zameril. Zakaj ste prišli na dan s to
mislijo, recimo, ki... No, jaz sem včasih tudi v pisanju, ko sem pisal esejistiko, sem včasih rekel, kaj paradoksalnega, kaj sarkastičnega, kaj za nalašč izzivalnega, da so ljudje začeli razmišljati. In Borisa sem malo prijateljsko izzival in ga je izziv. In nisem vedel pa, da ga bom malo prizadel. Jaz sem rekel, poglej zdaj, tvoje romane prevajajo, kmalu bo v svet vedel tudi za Slovence v Trstu, za njihovo življenje pod fašizmom in pozneje in tako naprej. In cel svet bo vedel za nje, samo njih ne bo več, če bo šlo tako naprej, ker bo ta asimilacija po svoje delovala. Ne, je rekel, to se pa ne bo zgodilo. Skratka, on je imel močno vero v to zamejsko slovensko skupnost in tudi v osrednje slovensko. Ni pa dobro prenašal Ljubljane, ker je bila to za pojem neke politične ignorance, ki nima dovolj posluha. Tako jaz sem pred dnevi prebral, oziroma se sem vedel, ampak zdaj se mi je spomin vrnil, da je zavrnil častno meščanstvo Ljubljane, sprejel pa je častno meščanstvo Maribora. Tudi s tem je dajo ljudem nekaj povedati. Ampak midva sva prijateljevala res, v glavnem zaradi idej. On je zelo redko prestopil v neko zelo človeško. Včasih mi je zdaj v zadnjih letih tudi kaj povedal iz svojega življenja, med kakimi vožnjami in tako naprej. Sicer pa ne. Ne spomnim se, da je enkrat še najbolj nekje, ker ga je nekaj zaskrbelo v zvezi z mojim življenjem, kot človekom, v Štrasburu smo bili, vsak sva dobila eno nagrado mesta Štrasbur in tam smo bili v enem hotelu skupaj in je pri zajtrku opazil, kaj jaz jem in je potem rekel moji ženi, je rekel, on je preveč slanine, pazite se, nek moj prijatelj je to delal in je umrl. In to je bilo nekaj, sem videl, da mu ni vse eno, ali bom pojedel preveč slanine ali pa ne. Skratka, takšen je bil, ne? Vi veste malo več o tem, kot ne. Ne, torej jaz bi zaključil samo s tem, da je zadnje tedne oziroma zadnje dneve večkrat govoril o svojih najbližjih in najbolj intimnih prijateljih in da je omenil tudi vas in vaše ime. In si zelo želel, da bi tudi vi, če bi bil mogel, nastopil na njegovem pogrebu zgolj, rekel, če bi kdo lahko in bi si ga želel imeti zraven, je prav Drago Jančo. Tako da sem rekel, to bom posredoval tistim, ki bom potem videl in mi prenesel to njegovo sporočilo. Hvala. Ja, tu sem prav, moram reči, midva, to je ganljivo tega, to ste mi enkrat rekli, moram reči, da je kar malo pretreslo. V zadnjih letih, pa tam že v 90-ih letih je on predlagal, ker se nismo mogli dovolj pogosto videti, da bi se vsako soboto slišala po telefonu, a ste to vedeli. Vsako soboto okrog 11. ure je rekel, ali boš ti poklical, ali bom jaz poklical. In sva se nekaj časa klicala, pa so bili včasih premolki, ker sem bil jaz včasih površen, potem je on izbrskal mojo številko in me poklical. In potem sva včasih debatirala o vseh mogočih rečeh, potem se je to nehalo in spet nadaljevalo. Skratka, sva bila tudi v telefonskih stikih, kadar nisva bila v življenjskih. In ko je bilo, mislim, da je imel 98 let ali nekaj takega, sem ga pa jaz poklical malo pred njegovim rojstnim dnevom in mu voščil. Sem rekel, Boris, vse najboljše in tako naprej. Še enkrat, da bo malo novo leto, takrat ti bom še enkrat voščil, gremo v novo leto. Je rekel, ja, hvala, Drago, ampak veš kaj, mi dva bomo morala sesti in napisati eno resolucijo o razmerah v Sloveniji. To gre vse na robe. Skratka, to je bilo človeško idejni odnos med nama. Če kdo želi kaj pisatelja vprašati, je zdaj povabljen. Je pravi trenutek, da
nastopi. Če kdo želi? Ne. Zgleda, da ne. Potem bomo se kje srečali. Ja, se bom povedala, kje se bomo srečali. Mislim, da bi se nocojšnjega večera bil vesel Boris Papež v naši sredi, ne bi se podobno, malo nasmejal z nami. Najlepša hvala, gospod Drago Jančar, hvala vsem sodelujočim, ki so nocoj oblikovali večer. Hvala tudi vsem vam, ki ste bili prisotni in se s tem počastili naše delo. Še nekaj bi vas rada seznanila, to je v soboto bomo prav v okviru srečanj pod lipami obiskali srednjeveške cerkvice v Soški dolini in v Brdih. Gremo z avtobusom, ki je brezplačen, zaključili pa bomo s kosilom v Snežatnem. Za kosilo je predviden prispevek 30 €. Če kdo želi iti z nami, torej naj povem še, da imamo umetniško vodstvo dr. Saša Pinci, ne? Če kdo želi iti z nami, je lepo vabljen. Pa še za naslednji četrtek. Naslednji četrtek bomo posvetili dobrodelnosti in oskrbi najrevnejšim in sicer letošnje geslo o mesecu misijonov, to je oktober, je mesec, svetovni mesec misijonov, ki je letos ima geslo pravi vi boste moje priče. Torej, prihodnji četrtek bomo posvetili tej tematiki in sicer bosta gosta v naši sredi dolgoletni slovenski misionar Ivan Bajc in naša domačinka Tereza Srebrnič. Lepo vabljeni. Tako zaključujemo nocojšnji večer. Mi imamo navado, da se preselimo v sosednje prostore, da tam še kaj poklepetamo in spijemo malo vina. Tako tisti, ki želite se ustaviti v naši sredi, zdaj se nekdo oglaša, ja? Kdo želi ostati v naši sredi, lepo vabljen? Dobro večer. Eno kratko vprašanje. Pahor je rad hotel svoje misli, svoje izkušnje predajati mladim. Kaj lahko gospod Jančar povete na to temo? Kaj sta imela mogoče kakšne razmisleke okrog tega? Samo to. Ravno to sem malo prej povedal, da tu sva si zelo različna. Jaz tega ne znam, ne zborem, nimam idej pedagoških, nikakor ne. In karkoli rečem, bo zvenelo, kot da en perfoks govori nekaj dolgočasnega. Učite se, učite se, učite se je pisalo v Leninov citat na sovjetskih mestih v Pragi. Učite se, učite se, učite se, Lenin. Spodaj pa je nekdo napisal, izđeže je samo od koga. Tako bi jaz rekel, da učite se, ampak mislite svojo glavo. Ne pustite si docirati nobenega pretiranega, fanatičnega, političnega ali kakršnega koli drugega mišljenja. Povsod je prostor za svobodo, znotraj vsakega političnega, religioznega sistema, dokler živimo v demokratičnem svetu. Ko pa živimo v diktaturah, takrat pa je na svet tako ali tako samo en, da se je treba uprijeti na nek način, na tak ali drugačen način. Kaj drugega pa ne bi znal povedati. Dopolnim jaz, on je zares čutil to potrebo, da posreduje svoje sporočilo, oziroma svoj dediš, moralno poroko mladim in kjerkoli nastopil potem po tistem srečanju s Fabijom Facijom na Raj 3, torej je želel zagotovilo organizatorjev, da bi bili prisotni predvsem mladi. Tako kjerkoli nastopil, bodi si v italijanskih mestih, bodi si v Franciji, kjer so ga poslušali predvsem mladi, to je bil največji uspeh, da so ga mladi spraševali. Ti zadnji teksti so bili res namenjeni predvsem mladini. Mladino je imel za nosilca bodoče družbe, za našo prihodnost. Zgleda, da ni dolgih vprašanj. Zato hvala lepa še enkrat vsem, hvala vsem sodelujočim in hvala tudi vam za lep večer in nasvidenje prihodnjič.